Sibiriji, tam je kar mrzlo. Imajo lisičje farme zato, da od lisic pridobijo kožuh, da se z njim ogrejejo. So pa imeli problem, ker so imeli opravka z lisicami, ki nikako niso hoteli sodelovati v tem podjetju. So grizle, bežale, predvsem se pod takim stresom niso razmnoževale. Zato so Rusi sredi prejšnjega stoletja tja poslali znanstvenika, da kaj naredi. Tip, ime mu je bilo Dmitrij Belajev, si na roko nadel debelejšo rokavico, da ga lisice niso poškodovale, ter je šel od kletke do kletke in vsako pomolil roko. Lisice so pokazale predvideno obnašanje, ali so rokavico napadle ali so pred njo bežale. Tudi nekatere bežoče lisice niso zbežale. Lahko bi rekli, da so pokazale nek interes za rokavico. Kot znanstvenik je imel kontrolne skupine, ki so med sabo začel razmnoževati te lisice. Te, ki niso ne zbežale, ne napadle, ampak te, ki so pokazale nek interes za rokavico. Že v tretji generaciji nobena lisička ni bila več napadalna in za farmo je bilo poskrbljeno. Tudi v 10. 12. generaciji se je začelo nekaj čudnega dogajati. Lisički so začele spreminjati barvo kožuha, dolžina repa je začela varirati, pa tudi psihične spremembe so bile jasno vidne. Pred človekom se je izgubilo vsak strah, otroška doba se je zavlekla, pa tudi začele so lajati. Skratka, udomačili so lisico, ki jo lahko danes naročite iz Sibirije. V vednost in ravnanje.